Zahodna Amerika, road trip, o katerem sva razmišljala kar nekaj časa. Potem pa sva bila v začetku julija 2024 na pijači, lokal poleg znanega Gorenjskega jezera, delala sva plane za poletje in se vprašala, kaj naju zares hajpa. Soglasno sva sprejela odločitev road trip po Zahodni Ameriki. Prisoten je bil tisti pravi pozitivni adrenalin. Čez par ur sva že kupila letalske karte in se čez nekaj dni podala na potovanje. Obiskala sva vse od San Francisca, Las Vegasa, Los Angelesa, Arizone pa Utaha. Bilo je resnično nepozabno. Hejla, pozdravčki iz San Francisca. Evo, kar nekaj časa sva načrtovala tole potovanje, prav zares za njega pa sva se odločila 14 dni preden sva prišla sem in tole je najina prva postojanka, torej San Francisco, Kalifornija. V nadaljevanju naju čaka še Las Vegas, pa mogočni kanjoni, pa Arizona, pa Utah, skratka, ni da ni. Vse bova ujela na kamero, tako da, če te zanima, kaj vse sva videla in še bova doživela, potem glej. Kosilo, zdrava bovla, kaj imaš ti? Quesadillas. Dobar tek. Pa končno sonček zunaj. Zdajle pa hajkava do najbolj zavite ulice na svetu. Ki se imenuje Lombard Street. Čist zavita. Tako da je pa zanimivo to, ker je San Francisco ful na gor. Na klančkih, tako je za nama ulica. Ta zadnja. Drugač pa končno se je vreme malo popravil. Čeprav je Klele pa je nekaj. piha, megleno je. Kar me je najbolj presenetilo, da je ful mraz. V Sloveniji imamo zdaj vročinski val, 32 stopinj in več. Direkt. Tukaj je pa zjutraj 12, tako da sem čisto malo oblečena. Edini pullover. Ona je isto. Edini pullover, spodaj imamo Spodaj sva že v kratkih. voda, kasnega vodna bagerka. Ampak veva, da po San Franciscu, ko bo šla naprej, bo vse 40+, tako da. Ja, 53 pa je v dolini. Dolini smrti. Ok, zdaj pa sam še par stopnic, pa sva gor. Evo ga, Alcatraz. Sklen se ful dobro vid. Drugač, do Kopnega je 2 km, čeprav takole ne izgleda izdaleč. To je ena izmed redkih stvari, ki so jo rezervirala vnaprej, ker greva gledat zapor, enega najbolj nevarnejših, kjer so bili vsi veliki zločinci, tako da čez 2 dni greva tja dol. Sva kar drago plačala $160, če me zanima. In dejansko bova plačala, da greva v zapor. V glavnem, jaz pa Eva sva šla na vožnjo s taksijem, Ja. ampak ta taksi izgleda malo drugač. In sicer takole. Skoraj smo se zavile. A ti on potrobil, kdo drug njemu? Kdo drug nam je potrobil? V glavnem, Amerika je napredna v velikih stvareh, ampak da se peljeva v avtu, ki nima šoferja. Kaj taska? Prevzam, da malo pokaže spredi, kako izgleda. Ne, vi mislite, da se jaz hecam, nima šoferja. Evo, kako to izgleda, arrival Zdaj čez rdeča 13 luč. minut. On preračuna ure in vse. Prvezanje, da bo to vedel. Ja. Tako da je varno. Mi vam morava videti pa tudi, če ne piska. Zelena luč se je pržgala in mi zavijamo. Pač nobenega ni spodaj, ne hecam vas. Kaj pa to rade? A ti imaš kakšno muziko bolano? Rdeča luč je bila, smo se ustavili. Vse okoli in okoli so senzori, ki zaznavajo, če se kdo približuje ali pa karkoli. Kar je zanimivo, da kar zaznava, ka avti zavija, kam on že za avte vnaprej pokaže žmigavce. Zdaj se ne vidi, kaj furamo A narave. veš, kaj mene zanima? Kaj če naredi napako? Ja, potem policija me je ostal. Zadnjič se je zgodil en primer, da je šel po nasprotni smeri in ga je Murja prav ustavila. In komu je dala kazen? Ne vidim v vozniku. Se pa tole edinstveno izkušnjo naroči preko aplikacije Waymo. Določaš, kje te pobere, midva sta dala pred najnim hotelom in prije pote, pa imaš par minut, da se odzoveš, če ne spelje, ti pa denar že prej trga. Najprej je bilo malo težavicno, ker midva pač nisva državljana Amerike. Rale, kako si zrihtal? Zrihtal sem bolj več opcij, ampak meni je ratal z tem, da sem naredil nov Google račun, ga imel. In v bistvu sem naredil, da sem kao državljan Amerike na temu, kot da izkle odpiram ta račun in pa sem lahko uporabil Google Play aplikacijo za Androida.
Ja. No, to pa so dobrodošle informacije. Ja, noč, mi imamo še 5 minut do cilja in če še niste slučajno dojeli, pelje naju avto. Brez voznika. Brez voznika. Aj! Je pa San Francisco full hribovit, tako da kardio dela oziroma ne bova rabila na fitness. Takole vidiš celotno cesto, čudovit pogled, ozadnji celo Golden Gate. Zdajle se je veter celo umiril, ni toliko mrzlo, kot je bilo včeraj, pa še zmeri kaže temperaturo, da je 15 stopinj. Tako da če prijete sem, obvezno pulover ali dva. Najdla smo si en play za gledat finale tekme. Glihkar je konc, Španci, ne? Španci zmagali, bravo. Evropski prvaki. Čakava, da greva na WC, pogreva pa gledat Painted Ladies oziroma Full House, to je bila res popularna serija v 90-ih, tako da vam pokažem. Si moram dati očala, ker je full močno sonce. V glavnem, povejte mi, kdo je gledal serijo Polna hiša oziroma Full House. To je bila legendarna serija, mislim, da se je predvajala med leti 85 oziroma 86 do 95, nekaj takega, skratka serija v 90-ih, ful je bila popularna in če se ti malo sanja, ne veš čisto točno, nekaj ti je znano, bom dala eno fotko, sta pa tukaj igrali tudi dvojčici Olsen, potem zelo znani v bistvu igralki, ki sta imeli res sjajno kariero. No, tle sta v bistvu nekako začele svojo igralsko pot, v tej Full House je bil cover tega uvoda v samo serijo narejen na telem travniku in zato je toliko ljudi vsak dan. Jaz pa sam razmišljam, kako ti mora biti, če je to zadnji tvoja hiša in dneve in tedne ljudje strmijo v tvojo hišo in se slikarijo, malo podoben kot New Yorku lani, ko sem bila. Skratka, čudovit predel San Francisca, glede na ostalo, kar sva videla. Tukaj vidim, da bi živela. Lepo. 15. julija pa je končno nastopil čas, da greva pogledat enega najbolj nevarnih zaporov na svetu, Alcatraz. Oborožila smo se s takimi ameriškimi zadevami, peanut butter jelly sandwich, itak krof, klasika. Not too bad, a? Drugač pa, sva na ladici, gremo pogledat znameniti zapor Alcatraz. Verjetno poznate z kakšnega filma, to je bil najnevarnejši zapor in zdaj ga gremo pogledat v živo. Zelo je kaj svina v zuni, po kratki. Drugač pa, super, da se ga vidi. Alcatraz je zapor na otočku, ko je neko obratovač zdavni, mislim, da okoli 70-ih, 60-ih let. Na njemu so bili največji kriminalci unega časa, razni klopari, lopovi, morilci. Je pa otok bil tudi znam po temu, da je gostil Al Capona, enega največjih kriminalcev vseh časov. Prvi občutki, ko stopaš v prostore Alcatraza, so kar mal strašljivi. Enostavno, ker samo pomislim, da so tukaj sedeli najhujši kriminalci, ne vem, kar zmrazite. Pa dejansko je bilo res zelo mrzlo, še enkrat sredi poletja, 14 stopinj. Ta zapor je na nekem takem otočku, kjer noro piha in kako je bilo tle po zimi. Zapor je ogromen, da so se vsi ti prostori segreli, ne vem, po moje so zmrznali. In po eni strani res strašljivo, na drugi strani pa tudi noro zanimivo. In ena taka zanimivost je, da je veljalo, da iz zapora ni mogoče pobegati, ampak je to uspel 3 zapornikom in to na neverjeten način. V bistvu so s pomočjo čajne žličke skopali rov do te mere, da so usodnega leta 1962 pobegnili in jih tudi nikoli niso najdeli. Tukaj lahko vidiš postrežen zadnji obrok v Alcatrazu, ki se je zaprl prav zaradi visokih stroškov obratovanja. Alcatraz je bil najdražji ameriški zapor, 3-krat dražji od drugih in zaprl se je leta 1963. Tole, kar ti rale kaže, je zunanjost zapora. Tukaj so lahko prišli na svež zrak, igrali košarko, šah, namizne igre. Jaz sem sicer pobegala v notranjost, ker pač res tak veter in tak mraz mene šlo do kosti. Klepro je naš špijunka. Zaporniki so imeli sicer pravico do dvorišča približno enkrat na teden, valjda, če so se lepo obnašali. Če zaporniki niso ubogali, so šli zapor v zaporu, D-blok. To je bil najhujši oddelek za one najgore. So pa te celice v D-bloku fubal komod.
več placa. Pridite vam pokažem ta del, to se imenuje The Hole, Savica. Malo so jih zaprl, pa še una vrata zaprl, da je bil čisto temi. V tem malem prostoru je bil 24 ur na dan. Ven so izpustili samo enkrat na teden, pa še to, da so se šli stuširati, se pravi enkrat na teden so se tuširali. Ta del kle se imenuje Good Time Cells in so temu rekli v bistvu, da so kle zaporniki nareje prebivali, oni, ki so bili kle, da je to kao najboljši del zapora. In kaj je bila posebnost teh zaporov? Tale okna kle so obrnjene na San Francisco in če je bil dober dan, da je recimo veter prinesel določene glasove, so oni lahko vse slišali, kaj se dogaja v mestu in kada so bili del zunanjosti. Za nov let pa sploh, ki je bila galama vzori. Tako da zanimiv podatek. Med drugim so imeli v zaporu tudi različne umetniške aktivnosti. Šlo se je za to, da so zaporniki ohranjali psihično stabilnost in da imajo neko varno obliko izražanja. Tole je utility koridor, točno na sredini B pa C celice. In tale se bo zdaj videla luknja, kjer so ujetniki pobegnili ven. Evo, tam se zelo dobro vidi. In še celica zraven ima tudi luknjo. In potem v rovu so oni pa zbežali ven. B celica se nahaja na Michigan Avenue, tako so oni to klicali. In zdaj vam bom pokazal. Evo, to sta dve celice, najprej ena. Tukaj je še luknja. In glava od lutke. Pa še druga celica, isto luknja, pa isto glava. Prej sem pokazal utility room, ki se nahaja za celicami. Tukaj se vidi, kako so zaporniki, ki so prišli v koridor ozek, v ozek koridor, splezali do vrha in potem dol postavili. Pobeglih zapornikov nikoli niso uspeli najti. FBI je zapisal, da so verjetno utonili v mrzli vodi in močnem toku ob pobegu. Obstaja sicer razne teorije, da so preživeli. Kasneje so se pojavile govorice in celo fotografije iz Brazilije, na katerih ne bi bila brata Anglin. FBI pa primera nikoli ni dokončno zaprl. Evo naj jo štartala iz San Francisca proti Los Angelesu. Los Angeles. Vmes sva najdla tole rdeče bogatstvo. Ja, zato ker je to nekih 6 do 7 ur z avtom, ki sva ga ravno kar rintala in valjda se morava malo okrepiti. Vmes greva, kjer je kraj vse pogledati, se ne vem. Monterey, Big Sur. Mi da bi lahko zbrala glavno avtocesto, ki je ful hitrejša, oziroma tam, ki je za uro dve hitrejša, sva zbrala pa to drugo avtocesto, ki pele bolj ob obali in bova imela ful jači pogled. Zanimiva mestica na poti. Tako da, pa še to, vzela sva avto prek aplikacije Hertz oziroma spletne strani Hertz. V San Francisco ga vzameš, pustiš ga v Los Angelesu in to je to. Stane nekih $160, kar načeloma je kar drago, ker potem po samem Hollywoodu in Los Angelesu in tako je pa tam neka druga aplikacija, to bomo se še povem, kaj pa je tudi avto $30 na dan, to malo za primerjavo. Ja. To je to? Gremo na pot? Gremo na pot. Cover your eyes, promise not to look, 'cause I got some good news for you. Unexpected surprise, now you're on the hook. Guess what, I booked a ticket for two. Znači, kaj se je pa nama zdaj zgodilo? Evo, klele smo se ustavili. Moram pokazati, kaj se dogaja. Road closed. Tamle stoji policija, so nam rekli, folks, you gotta turn around. Nazaj se mora furati zdaj ene 2 ure, da prideva na avtocesto, ki ne pelje naprej proti LA-ju. Fora v tem, imela sva 2 poti na izbiro, da prideva do Los Angelesa in midva sva Ena je direktna. To je avtocesta, midva sva zbrala ta daljšo, glih zato, da vidva Zaradi tega razgleda lepega morja in razne vsega. klife, manjše vasice in zdajle za nama je že ene 3 ure vožnje. In prideva do predela, kjer zveva, da je cesta zaprta in da se morava vrniti. Ful daleč nazaj. In še rekel je, cesta se bo odprla na 7 let, tako da nimate druge, kot se Pa vrniti. brez omrežja sva, benzina nekaj še imava,
Pa jaz sem že čisto lačna. Znači, gremo na pot, ni druge. Po dolgih 13 urah vožnje sva prispela v Los Angeles. Povzpela sva se na vrh. Mislim, ne čist vrh, ampak na eno dobro lokacijo, na eno dobro točko. Tukaj je še Zlatolaska. Nad nama pa... Kjer ikoničen napis Oh my god, v Hollywoodu smo! Z druge strani brutalen pogled na mesto. Tako da dojameš, koliko je LA v bistvu ogroman. Raztegnen. Tako 10 mil se furaš 1 uro, kaj je toliko semaforjev. Evo naju na ulici Slavnih, zvezde, v downtownu, kako to zgleda. Tole je eno od ful znanih imen glasbene produkcije, Quincy Jones, ki je delal Michael Jacksonov album Thriller, pa verjetno še kaj drugega. Cause this is Thriller, Thriller night. Vodo. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura. Mi da sva na ulici Slavnih zvezd. Walk of Fame. Walk of Fame. Tukaj imajo zvezdniki svojo zvezdo z imenom in priimkom. In lej, kaj pa prazna. Mogoče čaka na naju. Ker recimo ta nima nič, ostale imajo pa ime priimek, pa potem še en tak emoji oziroma simbolček, ki ti pove, s čim so se zvezdniki ukvarjali. A je to glasba, a je to film. Tako da povej, zapis spodaj v komentar, pri kateri zvezdi bi se slikal oziroma slikala ti, kdo je ti zvezdnik, ki te res navdušuje in bi ga na ta način podprla. Evo recimo, tukaj sva glih kar pri Janet Jackson. Je pa drugače temperatura v LA-ju bombona. Res ful hudo, čez dan toplo, ne prevroče, kot zdaj v Ljubljani, recimo, kaj gori. Po noč pa direkt, da daš en polovrček gor, eno jakenco, tako da taman boljš ne more biti, pravi California weather. I felt stressed and depressed. I felt stuck in a room. Evo naju na Venice Beachu, Benetke so prišla ameriške. Prva stvar, ki se je dojela vreme, čisto ni sonca, bolj oblačno, megleno. Kaj da si nekje drugje v enem drugem mestu. Drugače se tole nahaja v Santa Moniki, 45 minut od Centra. Je pa čisto vibe, pesek, palme, fulgačila, igra odbojko, skratka, tamle skejtajo, res hud vibe. Los Angeles je največje mesto v Kaliforniji. Ima več kot 4 milijone prebivalcev, Hollywood pa je zibelka svetovne filmske industrije in ravno iz tega razloga sem si ga jaz res želela ogledati in oh my god, ne morem verjeti, da sem tukaj, res. Los Angeles ima sicer eno največjih mreže avtocest na svetu, čisto lahko se zgodi, da na cesti ali pa v avtu srečaš kakšno znano osebo, ker tukaj je pač res središče zvezdnikov. Ima pa v povprečju Los Angeles okoli 284 sončnih dni na leto in ravno zato je taka perfektna pozicija za vse zvezde in zato jih največ živi prav tukaj. Dobro jutro v nov dan. Povejte mi, kako vas gleda serijo Selling Sunset. To je ful znana serija na Netflixu, kjer prodajajo luksuzne nepremičnine. No, jaz iskreno pa gledam poleg tega, da vidim noter res brutalne hiške, tudi zato, ker so te glavne v bistvu igralke vedno toliko lepo zrihtane, oblekice, petke. In valjda so šla pogledati njihovo pisarno, dejansko obstaja in jaz sem pokukala noter, čeprav na steklo piše, da si 3 metre od stekla in sem videla tistega brezlasno, ki sta 2 dvojčka, zdaj se ne morem spomniti imena, ampak noter res sedel in jaz direkt pogledam v njega in on me ne pogleda, pa sem šla sam stran, ker mi je bilo bed. Tako da ja, ljudje so resnični in tole je njihova pisarna. Zdaj smo v eni ful jaki ulici Palm.
To je ful Čist hudo zgleda. znana v bistvu cesta, kjer so na levi in desni strani palme in je res tak lep dovoz. Drevored. Tako so pa levo in desno. Palmored. Bravo. So pa levo in desno hiške, same take glamorozne vile, tako da je res lepo za videti. Je kaj bolj ameriškega, kot tale časopis pred bajto. Bajte pa čist hude. Tole je pa predel, ki se imenuje Skid Row in je v bistvu kar srce te boli, ko vidiš kaj tazga. Na eni strani je blišč in glamour, milijoni luksuzne vile, na drugi strani pa takole ljudje, ki spijo v šotorih. V Los Angelesu so ostale nekje 7 dni, ogromno se nam je dogajalo in videla so tudi eno zvezdo, mega zvezdo legendarnega producenta Dr. Dreja. Lega Kinga, no. Ko bi ga dobil za slika zdaj. O, da vam direkt v avto. Veliko vsebine najdeš na mojem Instagramu Evina Lepotilnica, tako da lahko prečekiraš v highlightih. Midva pa sva pot nadaljevala proti Las Vegasu in se peljala po ikonični cesti Route 66. Par ur vožnje že za nama in ustavila sta se, da nekaj dobrega pojeva. Šla sva v restauracijo Peggy's, ki je zelo blizu te znamenite ceste Route 66, da nekaj dobrega pojeva. Tukaj ponuja tako avtentično izkušnjo. Ok, prva stvar, ko prijemo v restauracijo, tole je rekla, da je isto reagirala. Pač tip naslone na zid. Evo naju Route 66. Točno na Sunset sva prispela tukaj do enega kafeja / motela, kjer so dejansko snemali film in taka tišina je tukaj to. Nič. Greva na to pumpo po vodo. Nekasna pumpa. Dejansko je bila prodajalka super prijazna. Rekla, da so tukaj okoli kače smrtonosne, ne? Če sem me prav razumela. Tale so smrtonosne kače. Ja. Je pa takole gužva za nama. Vsi so na voha lokacije, vidite, klasika. Jaz ne znam niti opisati, koliko sta se midva imela dober. Zdaj le gledaš take mini Benetke, ker boš po celotnem Las Vegasu najdel mini mesta, od torej Pariza, Benetk, New Yorka, pa še kaj se najde. Prišla smo v hotel, ki se imenuje The Venetian, po domače Venecija, Benetke. Kako to zgleda? Čist bolano. Tašna ideja. Pa nebo nad nami modro, kaj da je pravo. Ili kafe, da ne bo samo Starbucks, ne, to je zate. Ta prava italijanska kava. Kaj pa je zdaj to? Pa so že nazaj v Italiji. Pozdravčki iz Las Vegasa. Tole je tak čudovit italijanski hotel, ki ponazarja Benetke. Ima tako ta znameniti Beneški most, kot umetno narejeno reko, kjer so gondole, pa gelato, pa glavni trg San Marco. Tako da imaš dejansko občutek, kot da si v Italiji. Ravno to, kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu, pa pejmo pogledati, kaj še ponuja. To je dejansko umetno narejeno nebo, kot nek 3D zaslon čez celo dvorano in imaš feeling, kot da si na odprtem, dejansko pod milim nebom. Kot sem rekla, kar se zgodi v Vegasu, naj ostane v Vegasu, tako da tukaj nisem toliko snemala. Lahko da sva gamblala, lahko da nisva, lahko da sva ful zgubila denarja ali ga pa ful dobila. Nikoli ne boste vedeli in ostane samo za naju. Zadnji dan v Vegasu. Vsakič, ko priješ ven iz hotela zjutraj, dojameš, koliko je vroče zunaj. Rada bi odprl najhujši fen ali pa pečico in ne popusti, tudi ponočne. 40 plus, žge.
Zdaj pa iščeva avto, ker greva malo po Vegasu še, malo mogoče kakšen kardinojček, kakšen bar, zadnji se bila na karaoke, kjer ali se pil v Šigof, v trgu je. Let's go! He is a part-time Chippendale. Noter se dogaja koncerti, pridejo slavni, je pa ta dvorana ful posebna. Evo, tik ob Sunsetu vam jo pokažem. Povej, zakaj je posebna? Posebno je, ker ima ogromne zaslone in noter in zunaj, s ful visoko ločljivostjo. Tako da v bistvu prvi koncert, ki se je odvil, je bil od grupe, od skupine U2. Bolan koncert, tako vizualno bolan tudi, in zvok in slika. Oni so dol na odru, okoli njih pa ta sfera, kupolasta oblika, vse zasloni in oni pa dajo razne grafike in je tako res hudo. Prišli smo v eno tako malo mestece Hurricane in zraven njega je Sand Hollow State Park. Tako jezero lepo, modre barve, ka morje. Tale najin zdaj verjetno že jasno nepozaben road trip sva nadaljevala proti Utahu, ki se nahaja približno 2 uri iz Las Vegasa. Znam, da je predvsem po 5 nacionalnih parkih, ki se jih splača obiskati, če si tukaj. Iha! Takole smo se ukrcali v tak bus, zdaj nas pa peljejo do kanjonov. V bistvu moraš avto pustiti na parkirišču, greš na bus, s predhodno kupljeno vstopnico seveda in potem pa gledati čudovite Antelope kanjončke. Če nisi ujel oziroma ujela, nahajava se že v severni Arizoni v Antelope kanjonu, ki je najbolj fotografiran kanjon na svetu in kam imata skupnega ta kanjon in Britney Spears. A veš tista pesem I'm not a girl? No tukaj, točno tukaj je sniman ta videospot in je res prečudovit. Premikamo se počasi med temi kanjoni in tole zdaj tukaj je oblika medveda. Vidiš zgor, čista vrhna špička je nos, glava, tole je šapa in potem trup, vse do dol. Tale mogoče ni viden na prvo žogo, ampak oblika srca pri naslednjem razgledu. Ven iz kanjonov. Eno stvar bi vam predlagala, če boste kadarkoli tukaj, pridite ob 12, ker je v kanjonih dosti temno in ob 12 je sonček direkt na vrhu in bo lepo svetloba noter pronicala in se bo malo bolj videl. Tako da, če delate fotke, kot delava midva, vam bo ta nasvet prišel prav. Lahko rečem pa samo wow, kaj vse ponuja narava in kaj vse je še za videti. Par kilometrov stran od Antelope Canyon se nahaja Horseshoe Bend. Se pravi, to je ena konjska potkev, zato so tako poimenovali to tale, direkt tale zavojček. Mal imava nesrečo svetlobo, ampak je sonce na uni strani in mal megli, ampak fast. Tole pa ta levi krav špička. Oh my god!
Če dosti potuješ, ti ne zastane dih velikrat, ampak prispela sva na Grand Canyone in to, kar boste zdaj videli, jaz ne vem, če bo kamera uspela ujeti to magijo za mano, ampak to je nekaj, kar se svet ustavi in sam gledaš. Evo, tukaj sva se ga ukempala, spustila sva drona in sva naredila prelet čez tele Grand Canyone. Bolano. V glavnem, a place to be, enkrat v lifeu. Vse odmeva. Evo, prišel sem do ene lokacije, ki se imenuje Mother Point. Ki se ga je klo štekala. Ja, tale vročina te kar orang zmatra. Ampak toliko je lepo. Tukaj je saj malo bolj varno, zato ker če boste kadarkoli se nahajali tukaj, mogoče sem priporočam, da prijete, ker je vse okoli in okoli ograja. Sicer pa ni, tako da je treba biti res previden. Sva pa imela že kar ene par živalskih izkušenj. Oh my god, no v tem Na cestah sva imela lisico, srno, jelena, pa sva imela prej nekaj, ki je izgledal kot volk. Midva se včeraj peljeva do Grand Canyona ob 10. zvečer. Rale je še lovil Meka, ker je ful hotel sladoled in od enkrat, ko v eni grozljivki na cesti jelen, take dolge rokove. Največji, kar sem ga videl. Ja, predtem je bila še srna, danes sem mislila celo, da je volk, pa je bil kojot. Kajauri. Pa sem se že ustrašila, da je volk, hvala, če je pač mladiček, ker je bil mladiček nekje tudi mama oziroma oče. Sam še medveda čakam. Ja, res. Grize enega orang. Da ne. Upam, da ja. Ampak ja, no, je naravno okolje, narava in... Narava je pa mind-blowing. V bistvu vzame ti sapo in sam gledaš in ostaneš brez besed. To je kle za une, ki iščejo notranji mir, notranji zen, morajo prijeti sem za en teden. Yes. In pol Hajkat. občudovati, hajkat, Chillat. kopati se dol v Colorado Riverju, No, do tja je kolesaraš sicer lahko, kar hajkanje, ne, saj par Ja. ur se hod. par ur, ja, Ampak je vredno. da se duša odmori. Tok sva imela srečo, ujela sva še zadnji bus tik pred sončnim zahodom in sunset na Grand Canyon je pa nekaj posebnega. Predzadnja postaja je bil Ghost Town, zapuščeno mesto, kjer so živeli pravi kavbojci. No, nazadnje pa še San Diego, kjer sva med drugim obiskala letalonosilko. Lepi pozdravčki iz San Diega, novega mesta, torej v Kaliforniji. In kada to še ne bi bilo dovolj, novo mesto, nova lokacija, pri nama so stvari vedno zanimive in začinjene. Jaz se vam, dragi moji, zdaj javljam iz letalonosilke, ki je bila dolga leta v službi ameriške mornarice in meri skoraj 300 metrov. Potovanje po Zahodnji Ameriki je bilo nepozabno doživetje, ki si ga bova zagotovo zapomnila za vse življenje. Definitivno priporočam to potovanje čisto vsakemu, če le dopušča čas in finance. Kot vedno zaključujem z besedami adijo lepotica, oziroma tokrat v zelo poznani različici Goodbye Beautiful.